Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Plutarh, Kato mlajši. Kato se je udejstvoval v tistih javnih govorih, ki so zmožni premakniti množice, saj je verjel, da pravilna politična filozofija skrbi, kot vsako veliko mesto, za ohranjanje bojevniškega elementa. Vendar pa ga nikoli niso videli, da bi vadil pred drugimi in nihče ga ni nikoli slišal vajeti govora. Ko so mu povedali, da ga ljudje obsojajo zaradi njegove tišine, je odgovoril: bolje, da ne obsojajo mojega življenja. Začnem govoriti le, ko sem prepričan, da tisto, kar bom rekel, ni bolje ostati nesprečeno. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Katojeva filozofija je v svoji jedrnatosti zelo pomembna. V današnjem svetu, kjer je komunikacija hitra, neprestana in pogosto nepremišljena, nas Katojeve besede spomnijo na pomen premisleka pred izrekanjem. Vzemimo za primer družbena omrežja. Mnogi ljudje hitro tvitajo, delijo ali komentirajo dogodke, ne da bi resnično razmislili o tem, kaj pravijo. To lahko vodi v nesporazume, konflikte in celo škodo za njihovo osebno ali profesionalno življenje. Podobno velja za politiko. Politiki pogosto govorijo, preden premislijo, kar lahko privede do zmede, neskladnosti ali celo škode za ljudi, ki jih zastopajo. Kato nas uči, da je bolje biti tiho, dokler nismo prepričani, da to, kar imamo za povedati, resnično dodaja vrednost. To ne pomeni, da se moramo vedno strinjati ali biti pasivni. Pomeni, da moramo premisliti, preden spregovorimo, in se zavedati posledic naših besed. Čeprav so Katojeve besede stari več kot 2000 let, so še vedno zelo pomembne za današnji čas. V svetu, kjer je govor lahko hitro širjen in lahko povzroči veliko škodo, je modrost premisleka pred govorom še vedno dragocena. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu, in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.